Ponosno se spominjamo današnjih dni izpred 29 let na enkraten, veličasten zgodovinski trenutek, ko je bila razglašena samostojnost in neodvisnost naše Slovenije. Naj kdorkoli kdaj te vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša. Naši dedi spijo v njej, zanjo bori se naprej. Tradicionalno po dvigu zastave otrokom, ki dvigujejo zastavo, tudi naše združenje podeli slovensko zastavo. Prosimo oba dvigovalca, da prideta bližje. Spominjamo na današnji dan in da smo vedno ponosni na slovensko državo in domovino. Hvala. Ob tako slavnem prazniku je prav in lepo, če nas ponese malo slovenskega navdušenja ter izrazimo naše domoljubje do države, v kateri ponosno živimo. Bodimo zdravi, previdni, strpni in predvsem pa zelo ponosni in srečni, ker imamo svojo Slovenijo. Naš največji državni praznik, praznujte slovensko zastavo, naj vam njen grb obudi spomine na skupno prehojeno pot in vliva upanja na čudovito prihodnost. Zavriskajte in zapojte domovini v čast. Veterani, mirno! Čas, zdrav!
Prosto. Mirno! Raz, zdrav! Posebnim veseljem ugotavljamo, da letos nas je bistveno več kot druga leta. Imamo še več praporov, praporščakov za vrednote narodno-osvobodilne vojne, policije, društva, voz in vseh, tako da resnično lahko upamo, da naša država bo končno pridobila to, kar si zasluži, z lepim pogledom na naše najmlajše, ki so danes prisostvovali verjetno prvič takemu dogodku. Jaz upam, da bo ostal v lepem spominu in da se bo zavedali, da ta zastava naše mlade republike nekaj pomeni. Hvala lepa vsem in se vidimo decembra na podobnem dogodku na dvigu zastave. Hvala lepa. Jaz se zahvaljujem krajevni skupnosti, vsem prebivalcem, da skupaj lahko obeležujemo te ključne dogodke iz obdobja osamosvajanja Republike Slovenije. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo želi, da mladi dvigujejo zastavo in tukaj v Ozveljanu je že to tradicija. Najmlajši, ki dviguje zastavo, prejme od območnega društva tudi zastavo Republike. Hvala. Veterani, prosto! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Veterani, mir, no! Čas, zdrav! Nažalost je tle naša mentaliteta taka, da ko mi čakamo, da pride vikend, da mi doma kaj ponaredimo in naredimo. In zato je vsako obdobje v letu ima nekaj svojega pri temu
in zato je naš odziv kakšenkrat slabši, kot bi pričakovali. Mi, prav! Raz, prav! Mi, no, nogi, namest, mor. Tudi tukaj bomo naši mladi dvigovalki podelili spomin na ta dogodek, slovensko zastavo. Čestitamo za spomina, da si bila tu doma. Mirno, čas, zdrav! Še enkrat sem skupaj, lep dan in čestitka ob dnevu državnosti. Sem hvaležen, res sem hvaležen vam, predvsem pa Srečkodu, da stvari tako organizira. Moram priznati, da Srečko je človek, ki sem ga neštetokrat v življenju prekovnil, odkrito srčno, ma tudi neštetokrat sem mu povedal, da ga imam rad, da brez njega ne morem.
Noge. Na mesto, gor. Kot vidim, da ste vsi zdravi, veseli in nasmejani, da boste še dolgo med nami in da boste uživali na Banjški planoti. Prijeten dan in le dobro počutje. Veterani, mirno. Čas, zdrav. Je prav, da tudi tukaj v Grgarju spoštljivo se zahvalimo našim prijateljem, tudi lokalni skupnosti, da so izpeljali tudi ta trenutek, da smo zaužili dobrote in mislim, da zaslužijo eno zahvalo. Hura! 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 In upam, da bomo še večkrat prihajali skupaj in še večkrat počastili. Veterani, mirno! Čas, zdrav! Ker dan državnosti ni samo po sebi umevna zadeva. Naša država se je rodila v vojni, ko je pač bilo potrebno za izpeljavo naše suverenosti in neodvisnosti izpeljati korake, ki so bili tudi izpeljani. Vsaka generacija je postavljena pred določene izzive. Naša generacija je bila pred tega. Pred nami so bili potem zelo burni časi, pa predvsem lepi časi, enotne, združene, povezane Slovenije, ker smo vsi stremeli, bom rekel, za iste skupne cilje. Stvari so se odvijale
z naglico, bliskovito in lahko smo ponosni na prehojeno pot in na doseženo v tem 29, skoraj 30-letnem obdobju. Jasni, zdrav! Živi naj si narodi, ki krepere dočaka dan, da koder sonce hodi, previri sveta bo pregnan. Naroja, brod bo vsak ne vrakle sosed boleja. Naroja, brod bo vsak ne vrakle sosed boleja. Ne vrakle sosed Ta naša država bo slavila rojstni dan. Ta rojstni dan ga je dočakala slavnostno, vendar že naslednji dan so Jugoslovanska armada je poskušala doseči in dosegla mejne prehode, ampak tam so kraljevali samo en dan. Naslednji dan, 28. v Rožni dolini je polkovnik Srečko Lisjak s svojo skupino to armado dobesedno je pokleknila in poležala po tleh, tako da naslednji dan te armade več ni bilo. Mi še vedno bi radi demokracijo, zdaj sicer se malček javlja nostalgija po tej državi in po tej rdeči zvezdi, ampak mislim, da je samo to, bom rekel, en poskus razvrednotenja tega, kar se je nam dogodilo. Tako da bodimo ponosni na našo državo, Slovenijo imamo edina, ni druga, to imamo, ne? In zato bomo na njo ponosni. Mojo srčno križ kropite po mladinski sončni klek, kako se mejo vrzite po doleh in po bregeh. O mladinska mi rodila, svetke tisoči rečemo, ter prijazno jih gojila, svoje nežne živejo. Nebe zorne deški zali, brani bodo rožene, in te bodo izpravljali, pevali na srce. Čaki. Mir, rov! Jasni, zdrav! Živite si narod,
ta dvig slovenske zastave opravljamo v sodelovanju z društvom Severno-Primorske, območnim združenjem veteranov vojne Slovenije Brda in združenjem za vrednotne slovenske osamosvojitve Severno-Primorske. Potrebno je pa omeniti tudi podporo občine Brda. Posebna zahvala za sodelovanje pri naših aktivnostih velja vojaškemu vikariatu Slovenske vojske. Hvala pa vsem, ki ste pomagali pri pripravi tega praznovanja oziroma današnjega dviga slovenske zastave. Sedaj pa dajem besedo podžupanji občine Brda. Čisto preprosto je. Ljubimo Slovenijo, častimo jo, v svojih srcih jo nosimo. Zanjo ste se borili in zanjo smo se vedno pripravljeni boriti. Ponosno danes slavimo dan državnosti, naše slovenstvo, našo slovensko zastavo, ki tako lepo plapolja v nebu. Bodimo domoljubni, bodimo ponosni, da smo Slovenci. V imenu občine Brda vam izrekam velika hvala za vašo požrtvovalnost in vam vsem iskreno čestitam ob današnjem prazniku. Slavnostno besedo danes pa ima predsednik veteranov Severno-Primorske, Angel Vidmar. Ja, vesel sem in hvala lepa za povabilo, da vam smem danes izreči nekaj besed, nekaj misli ob današnjem prazniku, dnevu državnosti, ki je seveda povezan. Mislim, da bi včasih morali bolj govoriti kot o državi, o domovini. Na koncu koncev, Slovenci smo, vsaj nekateri, tisti starejši, danes verjetno kakšnega takega ni tu, ki je preživel več držav. Domovino pa je imel eno samo. Tako da bi morali govoriti o domovini, o domoljubju. Veste, beseda domoljubje je sestavljena kot nekaka zloženka iz besedice dom in ljubezen. In mnogi Slovenci so se skozi zgodovino borili za dom, borili za domovino, z sosrčnostjo in z svojo ljubeznijo. Tako da, če veste, o državi bi lahko govorili več. Jaz pojmujem državo kot neke državne inštitucije, s katerimi smo včasih bolj, včasih manj zadovoljni, včasih tam krojijo takšno, včasih drugačno usodo. To niti ni tako pomembno. Različna mnenja, različne poglede, različna razmišljanja. Tako da današnji praznik naj bo praznik naš vseh, praznik naše domovine. S tem je današnja slovesnost končana. Vabljeni vsi, da nazdravimo dnevu državnosti. Penečo rebulo je podarila občina Brda. In vabljeni k maši. Ja, da se frajer, ka stoji zraven. Ta je bila pa dobra. Je šla sama, ne? Ne, je dobil nos. Dobra, dobra. Lep pozdrav tudi tukaj v cerkvi svetega Valentina. Počasi bomo začeli s sveto mašo za našo domovino, za našo državo. Kdor si upa, lahko pomaga pet. Pred sveto srce slavo naj poje ti srce, le k Jezusu višavo, vsa srca naj
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Kot že rečeno, smo se zbrali pri sveti daritvi za našo domovino, za našo državo. Mislim, da je potrebno in pomembno, da na začetku te svete daritve pogledamo sami vase, premislimo in se pred Bogom pokesamo za vse, kar nismo dobrega storili, pa bi lahko za naše skupnosti, pa da se pokesamo tudi tistega, kar smo slabega storili v našem odnosu do bližnjega, v našem odnosu do vsega tistega, kar nam je pri srcu, kar pa je morda pri srcu tudi nekomu drugemu. Kot že rečeno, da bodo naše molitve pred Bogom dosegle svoj namen, iskreno premislimo in se pokesajmo. Joachim je imel 18 let, ko je postal kralj, in 3 mesece je vladal v Jeruzalemu. Delal je, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče Joakim. V tistem času so prišli služabniki babilonskega kralja Nabuhodnozarja nad Jeruzalem in začeli mesto oblegati. O Bog, pogani so prišli v tvojo dediščino, oskrunili so tvoj sveti tempelj. Jeruzalem so spremenili v grobljo, tvoje svete so zavrgli zverinam. Gospod, reši nas zaradi svojega imena. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Mnogi naši predniki so hrepeneli po državi, hrepeneli po neki samostojnosti, da bi lahko uresničili v polnosti svoj narodni ponos, da bi lahko v polnosti zaživeli kot občestvo, kot skupnost, in mi imamo to srečo, da se je v času našega življenja to zgodilo, za kar smo lahko in celo moramo biti hvaležni. In kot je bilo tudi danes že rečeno, naj nas takšni prazniki povezujejo. Povezujejo tudi zato, da bi po današnjem evangelskem odlomku zidali hišo na trdnem temelju. Hišo našega občestva, naše skupnosti, naše domovine, naše države. Iz katoliškega cerkvenega nauka z lahkoto razberemo, da cerkev oziroma Bog od nas pričakuje, da oblast, državo spoštujemo, se na nek način bojimo, na drugi strani pa domovino in soljudi ljubimo. In kot lahko razberemo tudi iz starodavne božje modrosti, ljudje presojamo dejanja, Bog presoja naše namene, naše vzgibe. In prav zaradi tega je potrebno iskati tiste prave temelje, iskati tiste prave vzgibe za neko dejanje, iskati vso plemenitost, ki nam lahko pomaga, ki nas lahko notranje duhovno dviga in ki nam lahko zagotavlja, da zmoremo živeti drug ob drugem. Mislim, da smem reči tudi v vašem imenu, da nekšno tako sodelovanje izkazujemo tudi tukaj na Sabotinu, ko se iz leta v leto srečujemo z različnimi pogledi, z različnimi verskimi ali drugimi usmeritvami, pa hkrati znamo spoštovati drug drugega, se drug z drugim veseliti, predvsem pa iskati, kot je velikokrat rečeno, tisto, kar nas povezuje. Božja beseda, prebrana v prvem berilu, nas lahko opominja, da nič, kar je tu zemeljskega, ni večnega in trajnega, da tudi nič ni zapisano samo po sebi in samo po sebi umevno, da je od človeka odvisno, od naših odločitev odvisno, kakšna bo sedanjost in na tem zgrajena prihodnost. Tudi zato prosimo danes pri tej sveti daritvi, da bi znali iskati, najti in sprejeti vse tisto, kar je človeškega, kar je dobrega, kar je zgrajenega na trdnem temelju.
na temelju vrednot, tistih vrednot, ki si jih človek ne postavlja sam, ampak imajo pečat večnosti. Današnja družba je vse prevečkrat podvržena nekemu eksperimentu. Želimo preizkušati vse mogoče in nemogoče, pa hkrati ugotavljamo, da nam to ne zagotavlja ne miru, ne sreče, ne prihodnosti, vendar v tej zablodi neke namišljene svobode še kar vztrajamo. Na drugi strani pa vemo, da določene nespremenljive vrednote zdržijo takšne in drugačne tudi družbene spremembe, spremembe družbenih sistemov, zamenjave oblasti in vsega, kar je mogoče. Vedno bolj sem prepričan, da je naša prihodnost lahko svetla in trdna, če bomo te, nekateri rečejo starodavne vrednote, ponovno obudili. Ne samo obudili, ampak tudi znali, hoteli iz njih živeti. Tudi zato prosimo pri tej sveti daritvi. Prosimo Jezusa, delivca duhovnih vrednot, za vse, ki še ne najdejo svojega pravega življenjskega smisla. Gospod Jezus Kristus, v Tvojem imenu smo zbrani in zaupamo v Tvoje obljube, da nas boš vedno uslišal. Poglej na nas in nam pomagaj, da bomo živeli v miru in po Tvoji volji, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrto znanimo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Naš nebeški Oče nas uči in Božja milost nam narekuje, da smemo moliti takole, kar pomeni, da molimo tudi za našo veliko družino, za tisto družino, ki ji pripadamo kot narod, kot ena velika družina. Zato molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Vesel in blagoslovljen praznik. Ali si podamo roke, se pogledamo, se priklonimo, kakor komu paše. Vsekakor pa dobrovoljno poglejmo soseda. Gospod z vami, naj nas blagoslovi vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in živimo v miru. Višo Marija, moje veselje, viš moje želje, ljubezen.
sveten, smiraj pri tebi, hotel bi stati, ljubljena mati, spomni se me, smiraj pri tebi, hotel bi stati, ljubljena mati, spomni se me. Kaj pa ti hočeš, moja kraljica, sladki devica, da ti podam, drugega nimam, srce mi vzemi, znada mi vzemi, tebi ga dam, drugega nimam, srce mi vzemi, znada mi vzemi, tebi